Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Iztok Čop, utihni. Takole je Goran Dragič, kapetan naše košarkarske reprezentance in najzaslužnejši za to, da je Slovenija evropski prvak v košarki, na Twitterju utišal Iztoka Čopa, nekoč odličnega veslača, sedaj pa podpredsednika Olimpijskega komiteja Slovenije, ko je ta omalovažujoče govoril o kolektivnih športih. Ni kaj, ni vseeno, kdo kaj reče, a ne Iztok. Vi pa gledate oddajo VV Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali: SMC ekonomija je polomija. Pred sobotnim kongresom SMC analiziramo ekonomsko zapuščino Cerarjeve vlade. V zadnjem delu oddaje pa, kdo je tu nor? Goran Klemenčič za podpredsednika Vrhovnega sodišča predlaga ravno aferaškega sodnika Đorđevića. Stranka Modernega centra, ki je na začetku nosila celo ime hipermoralnega in multietičnega predsednika vlade Cerarja, ima v soboto v Mariboru kongres. To in pa dejstvo, da so junijske volitve, ko bo neslavne vladavine SMC nepreklicno konec, zelo blizu, sta dovoljšen razlog, da analiziramo ekonomsko zapuščenost stranke SMC z našima stalnima komentatorjema. Dr. Matejem Lahovnikom, dvakratnim ministrom za gospodarstvo, in magistrom Ivanom Simičem, bivšim direktorjem finančne uprave in največjim davčnim strokovnjakom pri nas. Dobrodošla. Ivan, Matej, zdaj, če pogledamo trenutne gospodarske kazalce, smo lahko z njimi relativno zadovoljni, ne? Ja, ti gospodarski kazalci so dobri. Na vse zadnje so posledica ugodnih razmer na mednarodnih trgih. Včeraj je The Economist objavil, da je mednarodna menjava se v lanskem letu povečala za 4,5%, tako da tudi ni presenetljivo, da je gospodarska rast v Sloveniji 5%, ker smo malo odprto gospodarstvo in je to posledica predvsem dobrega dela izvoznih podjetij. Ivan, zdaj, koliko je Slovenija davčno stimulativno okolje? Torej, Slovenija je še zmeraj davčno nestimulativno okolje. Je res, da je Slovenija varna država, ampak tisto, kar mi potrebujemo davčno stimulativno okolje, potrebujemo predpise, ki se ne bodo nenehno menjali, in pa tudi potrebujemo neko pravno oziroma davčno varnost, tega pa v Sloveniji zaenkrat nimamo. Kako si potem recimo razlagate tole izjavo Luke Mesca? Imamo pripravljen posnetek. Kako postati manj odvisni od izvoza, ki je trenutno največja Ahilova peta našega gospodarstva. In v tem smislu se bomo morali vprašati tudi, kako izvoz je največja Ahilova peta slovenskega gospodarstva. Zdaj, kako vidva, doktor ekonomije, magister prava, dajte mi to razložiti. No? Ta izjava je nesmiselna, popolnoma čisti, ali je lapsus ali pa poslanec res ne ve, o čem govori, ker to bi pomenilo, če bi hoteli nadomestiti izvoz, recimo, da moramo vedeti, da Gorenje mogoče en teden dela za slovenski trg, vse ostalo dela pa za tuje trge. In razen, če bo gospod Mesec dosegel, da bo vsak Slovenec kupil, 100 hladilnikov, 100 pralnih strojev in podobno in nadomestil potem ta izvoz, se to ne da. Izvoz je ključna panoga v Sloveniji in v bistvu celotno naš razvoj, ker smo malo odprto gospodarstvo, odvisno od izvoza. Zdaj, vlada je šlo za čisti lapsus, jaz ne vem, kako se mu je to zareklo. Ivan, ti si rekel, da še nismo davčno stimulativno okolje. Kaj nam recimo manjka? Kaj so tisti trije ključni ukrepi, da bi lahko govorili o tem, da je Slovenija davčno stimulativno okolje? Torej, prav gotovo prva je nižja davčna stopnja obdavčitve pravnih oseb. Tista, ki je bila pred leti postavljena 15-odstotna, bi bila, zelo stimulativna in bi veliko tudi podjetij prišlo k nam. Normalno potem bi morala veljati dalj časa, ne pa da, kot je pri nas navadi, da se to nenehno menja. Drugo je normalno tudi obdavčitev osebnih dohodkov, plač, ker pa jaz menim, da bodo težko naredili kakšne premike na področju prispevkov, torej lahko se nekaj naredi na področju dohodnine. Za tega že od leta 2011 zagovarjam višjo dohodninsko olajšavo, ampak nihče se ni upal ugrizniti v to jabolko, ker se bojijo izpada prihodkov, ampak vidimo, da ta trenutek zaradi gospodarske rasti, tudi dobrega plačevanja davkov strani davkoplačevalcev, imamo dosti visoke davčne prihodke in zdaj bi tudi bil čas, da to naredimo. In pa normalno tudi, neko politično okolje, ki mora biti, govorim v tem,
da mora politika poskrbeti, da se določena dokumentacija, da se določena dovoljenja dobijo zelo hitro, ne da se včasih čaka preveč časa in potem nekateri grejo v tujino in tam začnejo svojo dejavnost. To so te 3 zadeve, ki bi nam lahko pomagali, da gremo naprej. Normalno, tukaj bi zdaj še kdo rekel, kaj za DDV, ampak DDV ni pomemben, če govoriva o pravnih osebah, DDV je bolj pomemben za fizične osebe. Ja, izvoli, Matej. Mogoče bi tukaj Ivana dopolnil. Ivan je zagotovo največji davčni strokovnjak v Sloveniji. Je pa nekaj ključno. Recimo, jaz imam veliko mladih kolegov, družin, recimo na Koroškem poznam, na Štajerskem, recimo pred kratkim se en mlad par preselil na avstrijsko Koroško z preprostega razloga, ne? Ker sta oba imata solidni plače, ona je inženirka kemije, on je inženir tehničnih ved in v Sloveniji je davčna lestvica, niso problem davčne stopnje, problem je davčni razredi so postavljeni prenizko. Meja za vstop v najvišji razred je zelo nizko postavljena in ona dva takoj padeta v najvišji razred, sta močno obdavčena, ne dobita nobenih subvencij v vrtcu, skratka nobenih ugodnosti in ko sta se preselila v Avstrijo, seveda se je njun razpoložljivi dohodek močno povečal, ne samo zaradi višje bruto plače, ampak predvsem zato, ker je davčna obravnava pri isti višini nominalnega dohodka bistveno boljša, zato ker so razredi drugače postavljeni. Ampak ni to paradoks v bistvu. Ja, poglej podatke, samo še to, potem bi pa mogoče dal Ivanu besedo, ker je res večji strokovnjak tukaj. Nam se v zadnjih letih izseljuje letno med 6 in 8 tisoč mladih izobraženih iz Slovenije, ker preprosto Slovenija ni več ugodno okolje za mlade strokovnjake, ker se enostavno tukaj ne more ustvariti eksistenco. Priseljuje se pa v bistvu, bom rekel, nizko izobražena delovna sila, tako da lahko tukaj govorimo o negativni selekciji oziroma negativni migracijski politiki. Izgubljamo najboljše intelektualce, mlade in kam odhajajo? Največkrat odhajajo v Avstrijo in Nemčijo, tudi zaradi predvsem ugodnejšega davčnega režima, ne? Rad bi samo, da popolnoma se strinjam z Matejem glede teh zadev in ravno ta moja splošna olajšava, ki jo predlagam že 7 let, dvignjena na 6 000 evrov, z enim ali pa dvema, sploh pa z 2 otrokoma, pridemo nekje na 11 000, bom rekel, olajšav, to je pa tista ta olajšava, ki se izenači z avstrijsko olajšavo in potem ne bi bilo nobenega več odstopanja, nobenih doplačil dohodnine. Pomeni, samo splošno olajšavo dvignemo in rešimo težave mnogih teh naših zdomcev, ki delajo v Avstriji. Poleg tega pa, če bi Slovenija pokazala dobro voljo, bi se lahko za Avstrijo dogovorila in režim teh, bom rekel, delavcev na začasnem delu v Avstrijo, recimo imenujejo jih pendlarji, bi jih lahko rešila popolnoma enostavno za posebno ureditvijo, podobno kot imata Nemčija in Avstrija med sabo. To meni rešitev, obstaja, samo volja ni. Ampak, dajte mi nekaj razložiti. Zdaj, kako je mogoče, da v Avstriji, kjer so bistveno višje plače, imajo lahko višjo splošno davčno olajšavo kot pri nas? Ključna ena zadeva, recimo, mislim, da se prag za vstop v najvišji razred, recimo v Nemčiji začne pri 10-krat višjem znesku kot v Sloveniji. V Sloveniji so daleč najbolj obdavčeni srednji sloj. Srednji sloj je tisti, ki nosi močno breme, ampak kdo je srednji sloj? Srednji sloj pravzaprav zelo hitro vstopi v najvišji davčni razred, ker je meja za to 50-stopno obdavčitev v Sloveniji postavljena, mislim, nekje na tam 71 tisoč. Zdaj reči, da je 71 tisoč evri na letnega dohodka, že res tako ekstremno bogat, da mu pobereš polovico vsakega dodatnega zaslužka, plus tega moramo še vedeti, da pri nas v Sloveniji ni socialne kapice in so tukaj socialni prispevki tudi še dodatno močno obdavčeni, tako da kdo recimo pri nek strokovnjak recimo mu pobere država praktično 2/3 njegovega dohodka. To pa pomeni, da je bruto strošek za podjetje zelo velik, njegov neto prejemek je pa bistveno manjši, kot bi bil v Avstriji. Ja, zdaj to razumem, ne? Ampak če pogledamo tudi recimo plače najvišjih državnih funkcionarjev, ne? Ti si rekel 71 tisoč na leto je meja za ta najvišji razred, ne? Oni v bistvu pol niti težko, da sploh noter pridejo, ne? Se pravi, tu nekje so. Se pravi, nekaj mora biti narobe s tem sistemom, kot ga imamo mi. Ampak zdaj recimo pobrali smo v lanskem letu, mislim, da milijardo več davkov, ne, se je vlada pohvalila kot v preteklih letih. Ne. Kaj zdaj to pomeni? A to pomeni, da pač je finančna uprava bolj učinkovita v pobiranju davkov, ali to pomeni, da pač ljudje toliko več zaslužijo, da plačajo več davka, ali je kakšen drug razlog? Jaz menim, da to pomeni samo eno, torej ljudje so, oziroma
ljudje, davčni zavezanci in to pomeni pravne osebe in fizične osebe so zaslužile več in so tudi več plačale. Ker imamo tudi gospodarsko rast, ker davčna uprava v nekih svojih davčnih pregledih pobere mogoče manj kot 1%, to je okrog 100 milijonov davka. Pomeni, da je bilo večja davčna osnova, to pa pomeni tudi, da davčna uprava ima boljši nadzor, kajti mi ne smemo pozabiti, da plačila davkov, ki jih plačujejo davčni zavezanci, nadzirajo kontrolorji, ki gledajo naša vplačila in naše obrazce, ki jih pošiljamo. To pomeni, da neka kontrola obstaja, ampak jaz mislim, da je zavest in morala pri plačevanju davkov v Sloveniji dosti visoka in ljudje pač dajo tisto, kar morajo dati. Matej, kam zdaj dati to milijardo evrov, ki smo jo dodatno zbrali? Predvsem moramo vedeti, da je Slovenija relativno precej zadolžena. Imamo okrog 80% bruto domačega proizvoda znaša naš dolg, in da tudi v času tako visoke konjunkture, ki je res velika, 5% rast, praktično beležimo minimalni presežek, tako rekoč. Se pravi, mi bistveno ne zmanjšujemo naše zadolženosti, tako da jaz mislim, da ključno vprašanje zdaj bi moralo biti, kako razbremeniti tiste, ki najbolj ustvarjajo, da bojo ustvarjali še več. Sedaj pa zdaj alternativni pogled, ki ga pa vidimo tukaj sindikatov, je pa jasno. Oni pač želijo to preliti v povečanje plač, v višjo javno porabo in tukaj je pač vlada na nek način z temi enostranskimi povišanji plač določenim poklicnim skupinam odprla Pandorino skrinjico in zdaj je jasno, da vsi sindikati zahtevajo tudi svoj delež kolača in ne smemo zanemariti, da smo v predvolilnem času. Zato se jasno, v Ameriki dobiš volitve tako, da poveš, kako bo znižal davke. V Sloveniji dobiš volitve tako, da poveš, kako boš povečal javno porabo in komu boš dal več. To je pač tako. In kako boš povečal davke? Ali se ti strinjaš s tem, Ivan? Kdo recimo gre na volitve s tem, da bo davke povišal? Si ti koga že zasledil? Ne, pri nas so to zelo dobro naštudirali. Več je tisti, ki imajo nizke plače, kot tisti, ki imajo visoke plače, pa visoke dohodke. In ti greš na volitvama s parolo, obdavčili bomo tiste, ki zaslužijo več kot kdorkoli. Razbremenili bomo tiste z nizkimi plačami. Normalno tam je več volivcev. In to ne nekno poslušamo. Obdavčili bomo dodatno kapital. Torej, kapital, to pomeni dividende, kapitalske dobičke in tako naprej. Tako da pri nas je ravno obratno in to je tisto žalostno, ker jaz pravim, da igrajo na neko noto ljudi, ki samo slišijo, da bodo višji bolj razbremenjeni, oziroma da bodo več obremenjeni, to takoj pristanejo na to in želijo slišati, da bodo oni razbremenjeni. In teh volivcev je veliko več in tukaj se tudi volitve včasih zalomijo. Zdaj, eno vprašanje, še prej gremo počasi na oglase. Davek na nepremičnine. Zakaj ga še ni in ga vidva pričakujete, da bo in če bo sploh kdaj in kakšen? Ne bo ga zdaj, ker je to prvovrstno politično vprašanje. Ne glede na to, dobro, v tujini je to sicer, mislim, da v Angliji, to bo Ivan bolje povedal, prihodek predvsem lokalnih skupnosti oziroma se ta deli po nekem sorazmerju, ampak v Sloveniji je to prvovrstno politično vprašanje. Imamo daleč največji delež nepremičnin v zasebni lasti, in seveda nobena vlada ne bo pred volitvami, pa tudi sicer bo zelo previdna pri uvajanju tega davka. Vse smo že videli, da v bistvu vsakič znova spreminjajo ali pa ta register evidenc nepremičnin, nobena vlada pa ne upa tukaj narediti neke realne obdavčitve. Ivan, na kratko, si ti zagovornik ali nasprotnik tega? Torej, jaz sem zagovornik, da končno zamenjamo NUSZ in pa davek na premoženje, ki ga imamo. In jaz pravim, da je to zamenjava dokaj enostavna. Pomeni to, kar občine danes poberijo preko davka na premoženje in preko nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, bi zamenjal neki novi davek, ker vse občine niso pobirale davek na premoženje, je davčna uprava v zadnjih mesecih zbirala evidence in tudi ta davek se je pobral, potem pa jaz mislim, da ga mora nova vlada uvesti v prvem letu. Se pravi, ti bi v bistvu zamenjal, pa se obremenitev ne bi povečala samo... Torej, v prvem trenutku v prehodu moraš igrati na psihološki efekt. Pomeni, zamenjaš, ne plačajo nič več, kot so plačali sedaj. Tisti, ki so plačevali oba davka, tisti, ki so plačevali samo enega, normalno bodo imeli nekaj več. Potem pa z leti vidiš, kaj se dogaja, treba kaj povečati, ni treba povečati, ali pa tudi občinam pustiš, da lahko določen odstotek povečajo same. Prav. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem ekonomske zapuščine SMC.